Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, in lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Veseli smo, da se znova vidimo v pogovorni oddaji Ozadja. Ponovoletni čas je še kako živ, prazniki so se sicer res poslovili, a pravijo, da še cel januar izrekamo dobre želje in lepe misli. In ena od novoletnih želja oziroma misli, ki si jo marsikdo zada, je tudi kakšna zaobljuba. Marsikdo si je namreč zadal cilj, da bo v prihajajočem letu izgubil kakšen kilogram ali dva. In zakaj se ne bi takemu podvigu naproti podali na prijeten način? Denimo tako, da uberete kakšno planinsko pot. Zakaj ne proti Bohorju? Prav ste uganili, danes gostimo planince, člane planinskega društva Bohor Senovo. Z nami sta že gospod Marjan Poznič in predsednik društva, gospod Gregor Umek. Pozdravljena. Zdravo. Za začetek, gospod Marjan, velja razložiti posebej tistim, ki niso tako zelo doma v planinskem svetu, da Bohor pravzaprav ni en sam vrh, pač pa je pogorje, ki predstavlja južno mejo pokrajine Kozjansko. Kako je s tem, da malce bolj osvetlimo za tiste, ki niso toliko vešči planinskega znanja? Res je, ja. Bohor se razteza od Sotle pa do Savinje. Mi bolj tako podrobno, če bi gledali, garaj ocenjujemo iz Kozjega pa do Zabukovja. In če kar naštejemo vrhove iz Kozjega proti Zabukovju, je to prvi je Vetrnik, potem imamo Oslico, potem imamo Plešivec, pa imamo Debeli hrib, pa imamo potem Koprivnik, pa imamo Javornik, pa imamo Grmado, pa imamo še Skalico. In kateri je najbolj obiskan, kam se ljudje najrajši podajo? Na katerega izmed teh, ki ste jih omenili? Najbolj obiskan je Javornik, ki je 1023 metrov, to je najvišji vrh Bohorja in ima največ obiska. Kako pogosto pa nekako verjetno tudi spremljate kot planinci, če ne drugače preko vpisov v planinsko knjigo, se podajajo ljudje na vaše vrhove? Ja, nekateri imajo tudi Bohor v enem letu po 300 in tolikrat. Ja. 250, 100, jih je pa zelo veliko obiskovalcev, ko pridejo 100-krat v enem letu na Bohor. Kaj ljudi najbolj prepriča, da se znova in znova vračajo v osrčje tega pogorja? Mislim, da je lepote Bohorja. Katere so to? Katere so to? Predstavljajva si, da sedaj ne pozna nobeden od gledalcev teh lepot in jih je treba nekako malce opisati, da potem tudi gledalci bodo z večjim zanosom se odpravili v vaše konce. Že sam gozd, gozdne poti, potočki, ki tečejo po Bohorju, slapovi, oknov naravno, vrhovi, nekateri z razgledom, nekateri brez, čudovito je. In Gregor, na Velikem Javorniku je najvišji vrh Bohorja in na jasi pod Plešivcem pa tudi koča, kjer seveda si marsikdo vzame trenutek zase, trenutek za razgled, za okrepčilo. Koče so pomembne v planinskem svetu z večjih vidikov. Kaj predstavlja vaša koča? Tako, ja. Naše planinsko društvo Bohor Senovo je tudi lastnik, v bistvu 100% lastnik te koče na Bohorju. Oskrbniki se menjajo in to je res zelo priljubljena destinacija, bi rekel, za celo Posavje, saj je Bohor nekako magnet za te, bi rekel, krajše pohode. Kot je že Marjan omenil, imamo te prijatelje Bohorja, ki smo res ponosni, imamo tudi vpisno knjigo, kamor se vpisujejo. Bi rekel, je to kar neko tako malo interno tekmovanje, ampak samo v dobrem namenu mišljeno. Mislim, imamo res potem nad 100 obiskov, nad 200 obiskov, kot je rekel, čez 300, celo čez 400 je imela pred 2 leti ena gospodična. Ja. In smo res ponosni, no, da se na kočo tako trumno odpravljajo. Je pa tudi seveda koča, poskušamo privabiti na kočo ljudi tudi z raznimi prireditvami, pohodi, naprimer mi imenujemo tradicionalne prireditve in tu spada tudi, če kar omenim, lahko Valentinov pohod, ki je okoli Valentinovega, je najbolj primerno za zdajle ta čas, letos to je v bistvu najbližja sobota okoli Valentinovega, se pravi okoli 14. februarja, letos pride to 16. februar in se gre tudi v sodelovanju s turističnim društvom Kozje, iz Kozjega, vse tam iz motela, pa potem
čez Vetrnik, Ravni Log in tudi mimo Slice, ko je že prej Marjan omenil, na Bohor. To je taka luštna pot, včasih je veliko snega, včasih je to taka brezsnežna, kak nam narava da, tako da vsi lepo vabljeni 16. februarja, potem imamo je tradicionalna jezikova nedelja, to imamo v maju. Je ena redkih teh prireditev v Sloveniji, kjer bi rekel, jezike, niso to človeški jeziki, ampak so jeziki, ki izbiramo najdaljšega, najdebelejšega pa najlepše aranžiranega. Je tudi se prijela v preteklosti, je predvsem bila to zelo obiskana prireditev. Potem je tudi Juriš na Bohor v juniju, imamo Kostanjevo nedeljo kot večina takšnih, tako da res teh prireditev ne manjka in skušamo z raznimi vsemi temi stvarmi še povečati obisk na Koči, saj je to res bi rekel, zelo priljubljena točka in tudi nek spomenik, kamor se vsi radi vračajo. Marjan, eno malce provokativno vprašanje bom na vas naslovila, pa ne mi zameriti, ker ste malce starejših let in boste gotovo vedeli, če ne iz svojih lastnih izkušenj, pa mogoče iz izkušenj starejših, ki so še pred vami vedeli, za kaj gre. Med krajani širše okolice se nekako drži sloves, da Bohorci znajo biti zelo jeznoriti, oziroma da se ni dobro z njimi igrati, z njimi češenj zobati. Koliko je resnice o tem, pa vas ne bi dejansko o tem spraševala, če ne bi vaše planinsko društvo nosilo ime tudi Bohor v sebi. Kako je s tem? Kakšne so to anekdote v ozadju tega stereotipa? Ne, to je bilo verjetno včasih, ampak to so zlati ljudje. Sicer trdi, zaradi tega, ker so mogli biti trdi. Vi si predstavljate, da je mogel en knap hoditi 3 ure v službo in potem iz službe še 3 ure nazaj po snegu, recimo po zimi. To so trdi ljudje, kleni ljudje, ampak po srcu pa zelo dobri. Verjemite mi, take prijatelje si lahko sam želite, ko so domačini na Bohorju. To lahko jaz povem sigurno za te domačine. Se pravi, ni tako za res jemati ta stereotip, da se z Bohorci ni za hecati. Ne, ni se za hecati, ni jih za zajebavati, ampak so pa zelo prijetni ljudje. Ko ste omenili, da so marsikateri knapi toliko ur hodili, so tudi marsikatero pot, ki verjetno danes ne bi bila uhojena, ravno oni uhodili in jo tudi obdržali pri življenju. Katere so tiste poti v planinskem društvu Bohor Senovo, ki so najbolj priljubljene, po katerih ljudje najraje hodijo in dejansko potem tudi morda povezujejo ostale kraje? Veste, na Bohor lahko prijete v 25 minutih, če imate fest kondicije, lahko hodite pa tudi 6 ur. Odvisno od izhodišča, ne? Ne, izhodišče je lahko eno in isto. Samo po kateri smeri grete. Recimo ena taka lepa stara pot je, če greste, se spustite dol proti potoku in greste gor proti Loscem, iz Los čez Orajev Peč proti bolnici, iz bolnice greste lahko na Skalico, iz Skalice na Možnico, nazaj gor na križišče, ki pelje proti Žvegliču, na Javornik in na Kočo. To, za tako podvig si boste vzeli 4 ure časa. Če greste pa vi recimo iz Zgornjega Ovinka oziroma iz Skopelce, pa če letite gor na Bohor, prijete pa kmalu. Tako da to je to. Je pa zelo priljubljena tudi Grebenska. Na Grebenski imamo tudi del plezalne poti narejene, tako da se lahko tudi v tem probate, tako da tudi zajle so na Bohorju, ja. Je za vse okuse poskrbljeno? Za vse, ja. Bohor oziroma planinsko društvo Bohor Senovo je vključeno tudi v Zasavsko planinsko pot. Se zelo pozna obisk ostalih, ki premagujejo to planinsko pot in dejansko želijo prehoditi celo traso, ki vodi od Bizeljskega pa vse tja do Kuma. Ja, nekaj se pozna, sigurno, ljudje delajo transverzale, je pa tudi v razširjeni poti slovenske planinske poti Koča na Bohorju. Tako da ni samo zasavska, ampak je tudi v slovensko. Imamo pa tudi zdaj obhodnico Bohorja. To brošuro se lahko dobi pri nam na planinski sobi. In če obhodite v 24 urih, ste zelo kondicijsko močni.
Je nagrada že sam dosežek, a društvo tudi potem kako drugače spominsko tudi nagradi takega prizadevnega planinca? Takega prizadevnega planinca pa društvo nagradi s kapo. Lepo. Ja. In za spodbudo, za naprej. Tako. Gospod Gregor, v Koči ste lansko leto pridobili pomembno pridobitev, ki v trenutkih, ki so lahko kritični, pomeni zelo veliko. Namreč na steno oziroma v notranjost, boste povedali, kam ste namestili, je sedaj nameščen defibrilator, ki dejansko glede na to, da je Koča oddaljena od najbližjega zdravstvenega doma oziroma zdravstvene postaje, lahko pomembno prispeva, kadar pride do kakšne neljube zdravstvene situacije. Tako, je res, ja. Sedaj že več kot 2 leti visi defibrilator na naši Koči. Ni namontiran v notranjosti, je v zunanjosti, ravno zato, ker Koča ima nek svoj odpiralni čas, ne, ampak da je dostopen tudi po noči, v ponedeljkih na primer je Koča zaprta. Je nameščen pri glavnem vhodu, tako malo v zavetrju. Če ste pri glavnem vhodu, se samo na desno obrnete in ga boste videli. In smo zelo ponosni na to, saj vsi vemo, da je Bohor res, kako ste rekli, zelo odmaknjen od Koče pa do Senovega je 12 kilometrov, ker vsi vemo, da je zelo dolga pot, če pride do kakšne neljube situacije. In tudi vas je malo pod Kočo, ker je kar nekaj krajanov in za vse je tu zelo veliko bliže kot pa dolina, ne? Če pride slučajno do kakega izrednega primera. K sreči pa ga verjetno še ni bilo potrebno uporabiti. Ne, še ni bil uporabljen in upamo, da tudi kmalu ne bo. Da bo samo za dober občutek na Koči visel. Tako, ja. Preventivno. Tako. Marjan, želela bi vas še vprašati, glede na to, da ste že dolgoletni član planinskega društva, kako so v tistih časih, ko ste se vi včlanili v planinske vrste, pridobivali novo članstvo? Danes so prijemi drugačni, kot so bili nekoč, in mogoče bi bilo zanimivo za gledalce se vrniti v tisti čas, ko ste bili vi otrok in ste pristopili v planinske vrste. No, mene je pritegnil planinske vrste Milan Mahovne, on je bil učitelj na Senovski šoli. Mislim, da sem se včlanil, ko sem bil v 3. razredu osnovne šole in do takrat naprej sem član planinskega društva. Se pravi, tam od 9. leta starosti. Nekaj takega, ja. Nekaj takega. Moj prvi izlet je bil pa na Liso. Ja. V sosednje društvo. Ja, v sosednje društvo. Se pravi, planinskega Abrahama lahko ste že praznovali potem, ne? Že, ja. Že. Kako ste si nekako zapomnili tisti čas prvih nekaj let ali prvo desetletje planinstva? Včasih so bili zelo popularni tabori, druženja, skupinski izleti. Nekaj od tega se je sicer ohranilo ponekod tudi danes, ampak včasih so bili to pomembni povezovalni trenutki. Včasih ni imela vsaka družina televizije, ni bilo telefonov, ne? In zato so bili te izleti so bili veliko bolj obiskani, ko so zdaj. Otroci smo komaj čakali, da gremo, ne. Potem Mahovne je tudi organiziral mladinske tabore in smo hodili ta tabor. To je trajalo po 10 dni včasih, zdaj traja samo 7 dni, ne. Ja. Traja pa še. Ja, traja pa še. Pomembno je, da se tradicija. Ja, tradicija. Je pa nekaj novost, zdaj smo pa ustanovili tudi tabor za seniorje. In je tudi lepo obiskan, ja. In se hodi v 7. mesecu, tudi starejši hodijo v tabor, oziroma hodimo. In kako potekajo poti? Ubirate domače, slovenske, se podate čez mejo? Tabori potekajo v Sloveniji, izlete smo imeli pa že tudi čez mejo, ja. Tako da smo bili v Avstriji že na 2-3 tisočakah in v Italiji smo isto obiskali že 2 tisočaka. Pardon, 2-3 tisočaka. 3 tisočaka. Ja. Pravijo, da potem, ko gre človek v pokoj, ima včasih več časa kot prej, nekateri pa ravno obratno, ga takrat začne pospešeno primanjkovati. Se kaj pozna pri vas, da ko ljudje iz vašega okoliša odidejo v pokoj, se pridružijo v 3. življenjskem obdobju potem planinstvu? Neki se jih pridruži takrat, ja. Sem pa tudi jaz v pokoju, tako da... Ste tudi ena gonilna sila, ne? Nisem, ne bi rekel, da sem gonilna sila, pomagam, koliko se da v društvu, drugače pa gonilna sila so mladi, ki imajo za let, pa za nos, pa za gon, pa imajo voljo do dela, ne? Nam pa že malo volja tudi peša.
No, ampak starejši ste nekako tlakovali pot za to, da potem lahko mladi, kot je gospod Gregor, prevzemajo, kar ste vi že nekako utrdili. In dejansko ste zelo kratek čas, Gregor, predsednik, kaj ne? Tako, ja. V bistvu zdaj teče prvo leto, no. Lansko leto je gospod Hinko Uršič je bil prej predsednik in je že več kot 20 let deloval in malo se že nasitil, tako da smo se nekako, je še zmeraj aktiven, ampak smo se nekako odločili, da nekako pomladimo to vodstvo in sem jaz pa pristal. Sem zdaj predsednik od marca in se trudimo, da vodimo stvari tako, kot so bile, z nekimi kakšnimi novimi, svežimi idejami, kaj novega poskušamo. Je res, da že vrsto let mi kot mladinski odsek smo delovali, smo bili zelo aktivni prav s temi mladinskimi tabori. Imamo poleti potem tudi en mini tabor, je konec maja, tu na Bohorju postavimo šotore in otroci prespijo. In se trudimo tudi za planinske izlete, da bi bili bolj obiskani. Mi vsak mesec organiziramo planinski izlet in jih zdaj par let že vsako leto več realiziramo tudi. Včasih odpade zaradi vremena, včasih zaradi nedovolj prijavljenih, ampak se trudimo tudi, če gremo z avti, da gremo. Moramo pa res pohvaliti seniorje, ki so pa, bi rekel, skoraj najbolj aktivni, če bi gledali časovno, tudi največ časa imajo, pa med tednom, vsake 14 dni, vsako sredo res grejo na en pohod in se jih tudi lepo število nabere. In to je tudi potem nekako spodbuda za vas mlajše, da tudi vaše programe, ki si jih zadajate in ta zanos, ki ga mladostna, mlajša energija prinaša, lažje realizirate. In če ravno pogledamo, če združimo modrost in pa izkušnje starejših in pa ta zanos mlajših, je to potem lahko čudovita kombinacija. In preden vas bo gospod Marjan na vašem stolu zamenjal še en član vašega planinskega društva, gospod Tone Petrovič, bi vas še malce povprašala, glede na to, da ste toliko poti že prehodili v okolici Bohorja, gotovo ste kdaj oči uprli tudi v bogat rastlinski in pa živalski svet. Kaj je za izpostaviti? Kakšne so posebnosti, ki jih lahko človek sreča na Bohorju? Zdajle na spomlad, ko se bo začel sneg topiti, če ga bo kaj, so najbolj znane jarice. To so te lepe rumene rožice, ko je cela hosta rumena, pa zvončki. Imate navadne zvončke, laške zvončke in to, ko skupaj raste, to je, ne more biti nobena slika tako lepa, kot to, ko v živo vidite, ne. Potem so kukovice oziroma travniške orhideje. Mislim, da jih je, pravi Toni, da jih je okrog 35 vrst, pa mislim, da jih je celo več, ne. To je pa delala Tadeja Brinovčeva. Raziskavo, ja, teh orhidej, tako da se splača prideti pogledati te rožice. Je pa še nekaj. Če ima kdo čas, naj si gre pogledati zaloške travnke v 6. mesecu oziroma konec 5. pa začetek 6. meseca. Pa boste videli, kaj pomeni travnik. Verjetno bogata bera različnih vrst. Tako je. Bogata bera različnih vrst barv in cvetja. Ja. Skratka, ne velja samo iti na planinske poti zaradi same skrbi za človeško telo, za dobro kondicijo, za dobro počutje, pač pa tudi, da si malce človek nahrani dušo, ko vidi tako lepote, ki jih narava sama od sebe ponuja. Ja, se zato pa je narava, da si napolnite dušo. Hvala lepa, gospod Marjan, da ste v prvem delu oddaje tudi podelili nekaj misli in nekaj dragocenih podatkov, ki bodo gotovo kakšnega izmed gledalcev privabili na bohorske poti. Sedaj pa, kot rečeno, vas bo zamenjal na vašem stolu vaš prijatelj, vaš član planinskega društva, gospod Toni Petrovič. Seveda vam želim na vseh vaših poteh po planinsko varen korak. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi vi, gospod Tone Petrovič, v družbi vašega mladega predsednika Gregorja Umeka. Danes ste v dveh vlogah, bomo kar izkoristili, da lahko dve informacije dobimo na en mah, in sicer ste član planinskega društva Bohor Senovo in pa tudi predsednik turističnega društva Senovo. Tako da verjamem, da boste marsikatero informacijo lahko dali iz ene ali iz druge strani.
Drži, lep pozdrav. Najprej bi vas kar vprašala, glede same koče smo že nekaj besed rekli, pa če gremo malce v zgodovinski čas. Leta 1942, le 4 leta potem, ko jo je lovska družina iz Senovega, se pravi tudi Bohor, ustanovila, so jo požgali borci kozjanske čete, zato da se ne bi vanjo naselil sovražnik. In če se še malo pomudimo okrog vojnega časa, na vojno vihro v vaših koncih spominja tudi partizanska tiskarna in partizanska bolnišnica. Tako da na nek način se lahko malce tudi v šali pohvalite, da imate mini bolnico Franjo na Bohorju. Ja, dejansko lahko rečemo, da imamo zelo pomembne objekte iz obdobja NOB-ja. Do bolnice Franja nam veliko manjka, glede na to, da to je le spomenik, lahko rečemo, zavzetosti, požrtvovalnosti, humanosti, ki upamo, da uspe tudi s vpisom v UNESCO dediščino. No, pri nas smo v manjših okvirih, ampak nič manj pomembno. Ko so borci 14. divizije nekako iz Hrvaške krenili proti Bohorju, je kozjanska četa dobila nalogo, da pripravi sanitarni objekt, ki bo služil za morebitne ranjence. Dejansko 14. divizija je izkoristila to dejstvo, da je na Senovem bil premogovnik, da se prvič na tej svoji poti dejansko postane tudi napadalec. Vedno njen cilj je bil priti na Štajersko, dvigniti upor, pomagati pri netenju upora na Štajerskem. No in to priložnost, da napade pa nemško postojanko na Senovem in v bistvu uniči premogovniške naprave, so izkoristili na ta način, da so seveda se razdelili, Šerčerjeva, Tomšičeva in Bračičeva brigada in so potem napadli Senovo. Bilo je nekaj ranjenih in seveda so izkoristili to zasilno sanitetno postajo, lahko rečemo, ali bolnico, zato da so se tam zdravili najprej borci 14. divizije. Je bil se v tej bolnici zdravi tudi radiotelegrafist iz ameriškega letala, ki je bil sestreljen pri Stranjah, tako da ima tudi ta pomen, da je sodelovala nekako v tem širjenju prijateljskih vezi tudi z Ameriko, če zdaj tako rečem. Kajti gospod Teddy Schelhaus je veliko teh zadev opisal v takratnem nedeljskem dnevniku in je zelo zaslužen tudi za to, da kar nekaj Američanov prihaja sem iskat tiste krajevne okvire, kjer se je to zgodilo. Partizanska tehnika je seveda en drug objekt, ki je bil prav tako pomemben. Treba je vedeti, da v bistvu na tem delu Štajerske, kjer se pač Bohor nahaja, čeprav rečemo, da je to južni del Kozjanskega, takrat ni bilo nekih pretiranih informacij o tem, kaj se dogaja po svetu, predvsem v tem vojnem času seveda. No in tudi Nemci so imeli kar ravno zaradi tega strateškega objekta premogovnika, kar lahko rečemo kar trdo roko na tem obmejnem pasu z Italijo, ker je bil tudi selitveni pas. Zato je na Bohorju bilo kar nekaj tiskarn. No in nazadnje, najdlje se je dejansko obdržala ta tehnika TV27 ali kasneje tudi po letu 1944 tudi se preimenuje v tehniko Franceta Prešerna. Ta tehnika je bila kar, lahko rečem, pomembna v tem okviru, da so tam ponatiskovali v bistvu določeno literaturo, določene liste gradiva, ki so jih pridobili. Nekaj so jih pa tudi sami napisali. Zelo zanimiv podatek je v tem, da dejansko so izkoristili prostor nad slapom Pekel, zato da so lahko uporabljali tudi pisalne stroje, da so poslušali radio, da so potem sledili novicam, ki so jih prenašali na papir in seveda so jih potem vezisti raznašali po celotnem Kozjanskem. Pred kratkim sem dobil podatek tudi, da so nekateri knapi, ki so hodili v službo oziroma na delo v premogovnik, so se oglasili na določenih javkah, vzeli akumulator, ga nesli v rudniške delavnice, ker so ga v tistem času, ko so oni delali, napolnili z energijo in so ga potem vračali nazaj, tako da so v tehniki imeli
električno energijo za poslušanje radia in pa potem seveda za normalno delo naprej. Tako da z tega vidika imamo kar veliko zapovedati in pokazati. Je bilo pa delo tiskarne tudi posebno zato, ker se šumi in ves zvok, ki ga sicer tiskarne proizvajajo, ga je tu nekako zadušila voda. Šum slapov je naredil svoje in tudi ljudje, ki bi sicer lahko prišli, sploh tisti, ki so imeli morda kakšne manj čedne namene, so zaradi same prisotnosti slapov težje odkrili samo tiskarno. To drži, da oba objekta, tako partizanska bolnica v Travnem Lazu kot partizanska tehnika, lahko rečemo, da so kar strateško zelo dobro izbrali mesto, kjer se nahajata. Priče, ki so dejansko, rečemo, da ima, takrat, ko smo bili še mlajši, so bili še tisti, ki so se zdravili v bolnici ali so bili pa bolničari živi, in ko smo prvič obnavljali partizansko bolnico, so bili zraven, so povedali, kako je bilo, in moramo vedeti, da zaradi potreb gozdnega gospodarstva se je situacija zelo spremenila. Pravijo, da včasih je bilo to območje tako zaraščeno, da dejansko pri belem dnevu ni prišla svetloba čisto do dna, ne? Tako da so vedeli, da iz zraka jih bodo težko opazili. Pri partizanski tehniki so pa celo razmišljali o tem, da seveda rabili so svetlobo, vendar da ne bi ta svetloba, ker so bila stekla, se zaradi sončne svetlobe odbijala in da bi potem recimo jih opazili iz letala ali kaj podobnega, s kakšne takšne točke, so zamaskirali z barvo in pa še kamuflirali, rečemo, z listi, ne. Strateško je pa tudi zaradi tega, kar ste že povedali, da je bilo to nad slapom pekel. Ves ta šum je seveda preglasil vse te rotacijske stroje, ki so seveda bili ročni, ampak še vedno bi bilo v tisti, lahko rečemo, smrtni tišini zelo hitro slišno, ne. Tako da Nemci pa vsi dobro vemo, da so kar velikokrat pošiljali tudi, lahko rečemo, maskirane izvidnike, ja, v tistih belih maskirnih oblačilih, in če bi prišli kje blizu in bi ugotovili nenavaden šum, verjetno bi to vzbudilo pri njih radovednost. No, ta dva objekta sta zelo zanimiva ne samo za navadne pohodnike, ki jih pot zanese proti Bohorju, pač pa tudi za zgodovinarje, za vse, ki jih zanima zgodovina narodno-osvobodilnega boja in nasplošno sama zgodovina slovenskega naroda. Imate na račun teh dveh objektov, ki ju imate na Bohorju, tudi kaj več obiska strani interesnih združenj, kakšnih društev, ki se točno s tem ukvarjajo? Ja, lahko rečem, da ta dva objekta sta dejansko zdajle ponovno popularna, kar nas veseli. Naša krajevna borčevska organizacija je poskrbela, da se je objekt tiskarne zdaj ponovno, lahko rečemo, uredil, prekrila se je streha. Sedaj se pripravlja tudi gradivo, ki bo nameščeno v samem objektu tehnike. Veliko je teh borčevskih organizacij, ki skažejo interes, tudi zaradi tega, ker imamo dve prireditvi na območju Bohorja. To je ena prireditev na Ložicah, kjer so Nemci ustrelili 5 partizanov oziroma aktivistov. Ena je pa na Jelši, kjer je pa dejansko prišlo do izdaje in je tam padlo 23 mladih, torej izgubilo življenje 23 mladih mož, in mi imamo te prireditve, in takrat, ko pridejo iz ostalih organizacij na Bohor na to prireditev, marsikdo pokaže interes tudi za ogled teh dveh objektov. In seveda je to za izkoristiti, da ljudje grejo za različnimi zanimivimi vtisi potem nazaj v dolino. Bi pa še vprašala, Gregor, glede na to, da je že Tone omenil slapove. Slapovi so sedaj, ko je zimski čas, temperature nam sicer niso tako naklonjene, da bi vsako zimo zamrznili, ampak vseeno slapovi so zelo zanimivi ne le v poletnem, jesenskem in pa pomladnem času. Za zimski čas jih imajo posebej radi alpinisti, ko pa se v obratni smeri, se pravi, gredo iz izhodišča po zaledeneli površini navzgor. Kako popularen je ta šport oziroma ta dejavnost pri vas? Tako je, ja. Kot je že znano, imamo na Bohorju nekaj 4 te znane slapove, in prav vsi so če je dovolj mrzlo, se jih da preplezati. Tu so zelo aktivni naš, bi rekel, društvo v Krškem, Posavski alpinistični klub, kateri so tudi naši člani, nekateri člani tudi tega Posavskega alpinističnega kluba, in predvsem slap Ubijavnik je zelo primeren za plezarijo. Tam so te člani tudi postavili vodovodni sistem, da zamrzujejo steno, poleg slapa tudi.
ampak žal je nekako so zime čez dalje manj mrzle, ker to mora biti res kar nekaj časa lepo pod minus, da se stena lepo naredi in tudi slapovi, tako da to je primerno samo nekaj dni v zimi in takrat res izkoristijo vsi te ljubitelji tega lednega plezanja, pridejo na Bohor in tiste 3-4 dni res izkoristijo, da preplezajo čim več slapov. Kot sem pa omenil, se da vse 4 preplezati, tudi se pravi po zimi, ne? Sicer najrajši govorimo o dobrih, veselih in pozitivnih zgodbah in novicah, ampak vseeno plezanje po slapovih vendarle se sliši nekoliko ekstremno, malce nevarno. Ali ste v tem času, ko ste vključeni v samo delo planinskega društva Bohor se Novo, zasledili, da bi se kdo resneje poškodoval ali celo izgubil življenje pri plezanju? Zdaj tu na Bohorju nekih, vsaj da bi vedeli, ni bilo. Je pa to res, to moraš biti izkušen, moraš biti dober plezalec, ni to za vsakogar, zato tudi mi kot društvo nekako ne organiziramo to množično, to so res te posamezniki, ki morajo biti fizično, psihično tudi zelo dobro pripravljeni, ker vemo, da to je narava, ni, rečemo, športno plezanje je vseeno bolj varno, ker je stena preizkušena, tu pa predvsem slapovi so zelo nevarni, da se kaj odkruši, zato je previdnost res na prvem mestu in če nismo fizično in predvsem tudi psihično dovolj stabilni, res odsvetujem. Je pa to res lepa izkušnja, če ti uspe preplezati tak slap. Ampak seveda, tako kot je potrebno z vsem resnim pristopom in z vso pripravljenostjo, da ubijavnik dejansko ne postane ubijavnik, ne? Tako, ja. Gospod Tone, imena vseh teh 4 slapov so zelo zanimiva. Nekatera spominjajo res na, ko smo že omenili pri plezanju, Pekel, Ubijavnik, imajo taka mračne predznake, ampak če se človek odpravi po poti 4 slapov po tej 6-urni trasi in vse 4 slapove dejansko vidi, se utrese prepričanje, da je kakršnakoli mračnost zadaj. So dejansko slapovi zelo lepi, so lepota narave, ampak vseeno, od kje izvirajo imena in kateri so tisti slapovi, ki med ljudmi požanjajo največ občudovanja? Ja, dejansko so tile naši 4 slapovi nekaj posebnega, ne. Ko smo z dr. Ramovšem, Tonetom Ramovšem, delali brošuro naravne zanimivosti Bohorja, slapovi, smo jih seveda vse obšli in izmerili, popisali, ugotovili sestavo tal in podobno in seveda smo se tudi ustavili pri imenih. Dejansko ime Bojavnik izhaja iz staroslovanskega bati se, bojati se, iz tega izhaja potem tudi bojavnik, ker so se bali tega, ker nekako so rekli, voda se tam ubija, ne, in da se ne bi prišlo do tega, da bi se tudi kakšen človek ubil, kar smo že omenili, so že dali tako ime, ne. Tudi Pekel, recimo, v Sloveniji je zelo veliko takšnih globeli, ki se imenujejo Pekel, ne, tudi jama Pekel, recimo pri Žalcu, ne. To so strašljiva imena ravno zaradi tega, da odvračajo, vendar pa, tako kot smo rekli, če pa greš z glavo v naravo, ne, potem se ti dejansko ne more nič zgoditi. Ti slapovi, seveda, Bojanca, ima pa en tak poseben ime, ne, ravno, ker je tudi ena anekdota. Tu smo pa povezali nekako naravne zanimivosti Bohorja, iglo, ajdne peči in pa slap. No, to samo kot medklic, ne, ajdne peči, ne, nekdo reče, to so peči, v kateri se je kurilo, ne. Prej že Marjan omenil, Reja peč, Votla peč, ajdne peči, dejansko govorimo o pečinah, o skalah, skalovju, ne pa o pečeh, v kateri so kurili. No in deklica, ki je živela v ajdnih pečeh, je izgubila iglo, ki se nahaja pri slapu Pekel. Gre, lahko rečemo, za kar zelo impozantno iglo, visoko 15 metrov. In tu lahko še dodam, da zakaj Pekel, ne, ker domačini so rekli, da na vrhu te igle je sedež, oziroma je vrh oblikovan v obliki sedeža, ne, in da je hudič tam sedel, ne, in zato so rekli, to je pa potem, seveda, če je hudič, mora biti pa nekje blizu tudi Pekel in so ta slap poimenovali Pekel. No in ta ajdovska deklica je izgubila to iglo
In zdaj po eni varianti mama, po drugi varianti mačeha je kaznovala na ta način, da se ni smela umivati, ne? Ker je deklica želela biti lepa, je našla pot k drugemu slapu in seveda tam jo mati zaloti in jo kaznuje na ta način, da je okamenela. Tudi tu imamo recimo zgodbe s prisajenka ali prisvojnika, ne, ki so zelo podobne in tudi, če se pri slapu bojanca postaviš na pravilno točko, dejansko opaziš obraz deklice. Zelo čudovita stena, ki je porasla z bršljanom, so lasje, izrazita brada, usnice in nos, oči, tako da dejansko lahko rečemo, da je cela bojanca, no. In pri vseh teh slapovih dejansko bi lahko našli kakšno tako domačo pripoved ali pa anekdoto. Vam je povedal verjetno ljudje, ki so to zgodbo prenašali iz roda v rod. No, ravno to je to bogatstvo, ne? Ko vodimo različne skupine po teh slapovih, pa se najde kdo, veste, meni je pa to povedal, tam je to povedal, potem seveda so to podatki, ki povedo, kdo je povedal in potem seveda to preverimo, da vidimo, kje je ozadje. No? In tako da mislim, da tisto, kar smo zapisali v to brošuro, je popolnoma verodostojno. Lahko pa rečem, da je bil pa dr. Ramovš, Tone Ramovš, ki z magistrom Maničičem pa Dušan Klenovšek smo delali to brošuro, je bil zelo, zelo presenečen, kajti dejansko, ko smo ga peljali do slapu bojanca, se ta globel začne z balvani. In prva stvar je obstojno in rekel, čakajte, to je pa tipična značilnost alpskih ledeniških dolin. No in Bohor je ravno zaradi tega zanimiv, ker gre nekako za stičišče treh plasti oziroma treh plošč, ne? Alpidi, Dinaridi in Panonidi in tu prihaja potem do sinklinale, antiklinale in potem vse to povzroči, da je Bohor geološko zelo zanimiv in tu mislim, da magister Aničič, ki se je intenzivno ukvarjal z proučevanjem geologije Kozjanskega, tu imamo kar zanimivo brošuro geološko zgradbe in geološke zanimivosti Bohorja. Gre za dejansko zelo impozantno delo, ki je tudi v strokovnih merilih povzročilo kar veliko zanimanje, zato so tudi članki, ki so recimo v Geografskem vestniku ali pa v različnih ali v Proteusu ali teh strokovnih revijah povzemajo dejansko tudi gradivo iz te naše brošure. Tako da imamo na Bohorju kar veliko stvari, ki jih lahko pokažemo in tako kot je bilo prej rečeno, ali je to rastlinski, živalski svet, ali geologija, ali pa samo želja po sprehodu v naravi. No, Mara, imate še morda celo izpred nekaj tisočletij kakšen ledenik, za katerega seveda ne moremo vedeti, ker je že toliko časa minilo, pa ni več ustnih in pisnih virov, ampak glede na to, kakšne so izsledki današnjih raziskav, verjetno obstaja. No, ravno pri bojancih dejansko se kažejo nekako tri poti, kjer naj bi voda ali pa led ubiral svojo pot v dolino. Nimamo ledenika, ki bi star bil milijone let, imamo pa ogromno fosilov, ki so stari tudi do 24 milijonov let. In tu pa lahko rečem, da imamo na naši osnovni šoli 14. divizije na Senovem zelo, zelo lepo geološko zbirko, sestavljeno iz kamnin, mineralov in pa fosilov našega območja, Slovenije in pa tudi širše. In je tudi vredno gledati, tako da marsikdo pot začne ali pa na Bohor ali pa zaključi z ogledom tudi te zbirke. In ena od zanimivosti, ki vodi mimo vaših poti, so tudi opuščene rovske poti, se pravi, nekdaj so rudniki so znani na senovskem območju, ampak marsikdo pa ne ve, da se je tu tudi kopal svinec in pa cink in nekaj vaših poti vodi tudi mimo teh opuščenih rudnikov. Ljudje kažejo kakšno posebno zanimanje za dejavnost, ki je zamrla in je dejansko vidna samo še v muzejskih oblikah? No, lahko rečem, da tu več interesa pokaže strokovna javnost, ne. Goran Schmidt pripravlja, lahko rečemo, nek atlas vseh rodišč Sloveniji. On je bil prvi, ki nas je dejansko upozoril na to, kaj imamo na našem območju. Seveda, z magistrom Aničičem smo to rodišče pri Žvegliču nad Stranjami v Zalogu poznala že prej. No, on se je pa upozoril tudi na ostale manjše, ki so v okolici, so že samo izraz Fužine, recimo, ki so sicer na severni strani Bohorja, ne, mi smo bolj južno orientirani, nakazuje, da je bil prisotno železove rude, da je potem, kar se tiče pa svinca in cinka, seveda pa
Osebno sem na Geološkem zavodu Republike Slovenije pridobil celo načrte, kajti moramo vedeti, da v času Avstro-Ogrske leta 1876 so nekako znane raziskave tega območja. Theobald von Zollikofer naredi prvo raziskavo, tu ugotovi svinec in cink, potem pride do izkoriščanja tega, vendar to je bilo v tistih manjših okvirih. Značilnost nekako dejavnosti premogovništva in rudarstva po drugi svetovni vojni je bila pa v tem, da so poskušali ponovno preveriti, kakšne so zaloge mogoče določenih mineralov, rudnin, ki bi bile primerne za izkoriščanje. No in med leti 52, 53 do 57 je ravno na tem rodišču nad Žvegličevo domačijo sta delali dve izmeni po sedem rudarjev, ki so bili uradno zaposleni na premogovniku Senovo, vendar so pa preverjali, kakšne so še zaloge svinca in cinka. Tu pa lahko rečem, da na veselje so bile zaloge premajhne, da bi prišlo do eksploatacije, kajti potem bi bila ta podoba Bohorja bistveno drugačna in lahko rečem, da nas veseli, da se ni to spremenilo. Je pa to seveda zanimivo za strokovno javnost, kajti zelo lepe plasti galenita so, ki pritegne marsikoga kot ljubiteljskega zbiralca, ampak odsvetujemo pa seveda ogled brez vsega tistega, kar smo že prej rekli, primerne opreme, mora biti le čelada, primerno tudi oblačila za skoraj bi že moral biti človek speleolog, da bi se s tem ukvarjal. Je pa zanimivo. Torej, mi smo poskušali, smo že odprli ta vhod v ta rudnik svinca in cinka, potem smo že spustili vodo ven, torej napos bi rekli, da smo Wasserstullen spraznili, ne. Ampak potem ugotoviš, da bi bilo to za preozko strokovno javno zanimivo, ne pa za vse, ne. Tako da prevelika vlaganja bi bila v to, če bi želeli to izkoriščati tudi v turistične namene. Kaj pa, Gregor, najbolj privabi recimo ne toliko strokovno javnost, o kateri je sedaj gospod Tone govoril, ampak nekako splošno. Generacijo, kot sva midva, ljudje srednjih let, ki so še kolikor toliko zdravi, čili, jim čas, zlasti ob vikendih, morda bolj dopušča, da gredo na planinske poti. Kaj je tisto, kar pritegne v bohorske konce? Dobite kakšne povratne informacije? Ja, kaj pritegne? Predvsem ta skok v naravo, ko že skozi omenjamo, ne. Ni isto, če greš po Krškem, recimo po cesti kilometer, dva hoditi, ali pa da greš v naravo, malo v rastlinstvo, živalski svet, v gozd. Tudi te slapovi, ta pod 4 slapov zelo pritegne, tudi je tako tudi ime, predvsem ta 2 slapova. In pa vsi te vrhovi so res za vse vrste pohodnikov. Tudi če nimajo radi, tako bi rekli, brega, ne, po domače, da hodijo v hrib, se lahko pripeljejo do Koče in je potem do našega tega najvišjega vrha, do Javornika, v bistvu 45-minutni lažji, sprehod, samo na koncu se malo smejo. Tudi to veliko, predvsem starejši ali pa bodisi kakšni z manj kondicije, tudi to izrabljajo. Po zimi, na primer, velikokrat se zgodi, da je na Bohorju že sneg, ko ga še v dolini ni. Lansko leto je bilo predvsem tako. In potem lep vikend, gor je sneg, sonce, pridejo sankam, smučam, zraven je lep hrib, zraven Koče. Tako da je res zaradi različnih priložnosti prihajajo na Bohor. Predvsem pa, kot sem rekel, ta umik v naravo, no, iz tega mestnega vrveža. No, in če se iz tega umika v naravo poskusimo malce umakniti še v svet, marsikdo pravi, da ko človek doseže neko določeno izobrazbo, se mu s tem odprejo vrata in okna v svet, vi pa imate na Bohorju naravno posebnost in naravni pogled v svet. Kakšna je ta znamenitost? Ja, kot sem že prej omenil, na Bohor geološko zelo zanimiv. Seveda, ena izmed teh zanimivosti je tudi naravno okno. Naravno okno v bistvu nastane zaradi tega, ker pride do razlike med v kamninski sestavi. Pri nas prevladuje dolomit in pa
litotamnijski apnenec. Apnenec je topen, zato ga voda odnaša, dolomit je čvrst, zato obstaja in seveda zaradi tega, ker je prišlo do odnosa apnenca, se je pojavilo lepo naravno okno, ki je ena izmed zanimivosti, prej sem že rekel tudi igla. Potem imamo tudi tektonski prelom in pa tektonsko zrcalo. Torej, tektonski prelom je nastal zaradi premika dveh ploskov, zrcalo pa zaradi drgenja ploskov od ploska in dejansko, ko vidiš tektonsko zrcalo, je dejansko tako gladko, kot bi gledal zrcalo. No. Torej, imamo kar veliko teh zanimivosti in seveda, če se pa s tem začneš pa resnično ukvarjati, bolj poglobljeno, imaš pa resnično odprto okno v svet. Verjetno ne zmanjka ne gradiva, ne informacije za obdelavo. Drži, to pa absolutno. Pojdiva še malce v zgodovinski čas, v starejši čas ali pa v čas preprosto legend in pripovedi. Vsak kraj ima neke posebnosti, ki so vezane na anekdote, na legende in gotovo se tudi na Bohorju, v okolici, mogoče tudi na samo planinsko društvo Bohor Senovo kakšna veže. Bosta uspela kakšno podeliti z nami in s širšo javnostjo preko gledalcev? No, teh anekdot je zelo veliko, ne? Ampak zdaj niso vezane toliko, da bi bil ravno Bohor, vezano je na tisto, kar smo že rekli prej, na ljudi. Ne? Teh knapovskih, če rečemo, anekdot je toliko, da bi lahko bila cela oddaja temu namenjena. Seveda tu je povezavi s tem tudi, ker vemo, prej smo rekli Votla, Peč, veliko je, ker je pri nas kraški teren, ne, in je kar nekaj teh votlin. V eni izmed teh votlin ne bi živel tudi Perkmandelc ali kot jamski škrat. No in glede jamskega škrata in rudar je zelo veliko anekdot. Anekdote so vezane tudi na posamezne prireditve, ko je naše društvo začelo recimo prireditev Jezikova nedelja, ne. So najprej mislili, to je pa tisto, bomo što se govorili, bomo vice pravili, ne, in potem so zamenjali Jezikovo za Jezikavo nedeljo. Ne. Niste pa vnaprej najavili, za kakšno jezike bo šlo? Ste se pustili za presenečenje? Ne, bilo je že javljeno, bile so napisane kriteriji, kaj se ocenjuje, Gregor je že povedal, dolžina, teža, domiselnost v aranžiranju, ne, ampak to hitro se zgodi, da se nekdo zmoti ali pa misli, da to se nekdo heca ali bomo povedali še kakšno kategorijo. Ne. In tako, no, to se je že večkrat zgodilo, ne, da bi pripeljal mož ženo, ne, in mi imamo v našem tem logotipu za Jezikovo nedeljo je seveda planinec z jezikom do tal, ne, kot da se hladi. No in pripelje mož ženo, pa pravi, jaz bi pa njo prijavil, ne. Ampak potem mirno lahko poveš, da to pač ne gre, zato ker je v dispozicijah napisano tudi, da jezik mora biti použiten, ne? Kar ženski jezik vemo, da ni. Se pravi, sprejemate svinjske, goveje? Različno, ja. Različno. Seveda, Gregor je že rekel, ne, dolžina, ampak nekdo je prišel pa z, ne vem, piščančji ali petelinji jezik, ne, je rekel, ni najdaljši, ne, bo pa zato najmanjši, ne, in smo potem mu dali tolažilno nagrado oziroma nekaj simbolnega, ne. Mora biti pa užiten, ne, to je pogoj, da se ga lahko poje. Se potem dejansko, ker se verjetno teh vzorcev nabere kar nekaj preko vseh sodelujočih, se vsi jeziki zaužijejo, pojedo ali vseeno potem tudi tisti, ki so jih prinesli, jih nesajo nazaj v svoje domove? Ja, komisija ponavadi izbere, preizkusi vse, če so užitni, potem pa zdaj nekateri kar narežejo malo tam, če pa večji se pa tudi potem nazaj domov odnesejo, pa še doma dokončajo. Kako raste številčnost prireditve? Verjetno prvo leto je bilo nekako tisto prelomno, ni se še vedelo, kako bo, ljudje še niso toliko poznali, sedaj pa, ko je prireditev že tradicionalna, pa verjetno beležite vse več obiskovalcev in tudi vse več sodelujočih. V bistvu nekako, to se je začelo že dolgo nazaj, je takrat, kot smo rekli, so bile te tradicionalne prireditve veliko bolj obiskane, saj ni bilo ostalih stvari in je to bilo ena redkih stvari. Potem je malo zamrlo, zdaj pa spet skušamo nazaj vzpostaviti. Moram reči, da na koči na Bohorju je obisk zelo odvisen tudi od vremena, ne. Isto za Kostanjevo nedeljo, če je vreme, če je lepa nedelja, pridejo ljudje, rečejo, ok, gremo na izlet, pa še je Jezikova nedelja, je Kostanjeva nedelja. Če je pa vreme slabše, je pa normalno tudi obisk manjši in to se v
teh v visokem svetu še bolj pozna, kot pa tu v dolini, če vreme ni. Ampak se trudimo, da bi najverjetneje na tako slavo, tudi čez 1000 ljudi je bilo včasih na tej jezikovi nedelji, zdaj v bližnji prihodnosti vprašanje, če bo, ampak se trudimo, da bi nazaj postavili to jezikovo nedeljo tudi tam, ki je včasih že bila. Da dobi nazaj tisti sloves. Tako. Ampak predtem vas seveda čaka, kot že rečeno, Valentinov pohod. Je praksa, da gredo na ta pohod večinoma pari, ker gre seveda za ljubezen Valentinova samo po sebi. Sicer imamo Gregorjevo, tisti lep slovenski praznik, ko se ptički ženijo. Valentinovo je pa vendarle tudi na račun trgovcev toliko zaživelo, da je potem tudi se uveljavil kot praznik zaljubljencev. Imate med obiskovalci večinoma pare ali se ljudje odpravijo namensko, ker vedo, da bo dobra družba, veliko ljudi? Tako, je bolj namensko, so tudi pari, ampak ni pa to neka intima, ne, da boš rekel, da smo šla malo za sebe. So tudi organizirani avtobusi iz Krškega, Brestanice, Senovo, pobira vse do Kozjega. Tako da moram reči, da je res lepo število vseh pohodnikov, mladih, starih, parov, zaljubljenih, mogoče tudi, kjer iščejo ljubezen. V hribih se pogosto najde. Se dostikrat zgodi, ja. In je zelo prijeten pohod, kot da res vabljeni vsi skupaj. Turistično društvo Kozje tudi pripravi takšne srčke lepe, da je nek spomin in je res prijeten pohod. Se pravi, 16. februarja so vsi gledalci. Najbližja sobota Valentinovem. Tako, in letos bo to 16. februarja. Tako, ja. Kaj smo še pozabili? Mogoče kaj dodati k Marjanovem zaključnem delu, ko je govoril o rastlinstvu, o živalstvu. Največ je govoril o jarici, o orhidejah, kukavicah. Morda še kakšna žival, rastlina, ki je na Bohorju posebnost ali je nekako izpostavljena malce bolj kot drugje? No, mislim, da ni. Živalski svet je pač tipičen za to. Bomo rekli hribovje, ne, ker ni gore samo javornik, ne, ker sedi na 1000 metrov. Je pa dejansko jarica endem, ne, torej raste samo na območju našega Bohorja. Po podatkih, ki jih imamo, so jo še davno nazaj, leta 1936, sledili v okolici Nanosa. No, pri nas je pa zdaj kar širi, lahko rečemo, da kar zajelo en krepak pas od Javornika, Koprivnika, pa celo proti Podsredi. Tako da upamo, da bo obstala, ne da bo obstala, ampak da bo ostala tudi endem, ker če se bo preveč razširila, potem mi izgubimo na nekem pomenu. Je pa tudi res to, ne, da, kot je Marjan rekel, da so pa vse te stvari, ki jih pa ali rastline ali živali, ki jih opazimo, so pa seveda nekaj posebnega. Tako, in verjetno tudi ni odveč na tem mestu, ko imamo možnost to sporočilo deliti med ljudi, da te naravne lepote je smiselno opazovati. Ne jih trgati, ne jih nositi s seboj domov, kajti največja tista čudovitost narave je v njihovem okolju, se pravi tam, kjer rastejo, ne tam, kamor jih mi ljudje prinesemo. To pa absolutno drži. Tako, hvala lepa, gospod Stone Petrovič in gospod Gregor Umek, ter seveda tudi gospod Marjan Poznič, ki je nas že zapustil, da ste si vsi trije vzeli čas in da ste odstrli nekaj podrobnosti iz sveta planinskega društva Bohor Senovo, da smo lahko malce spoznali, kaj vse skriva, katere vse bogate stvari nosi v sebi vaš planinski svet in pa tudi turistični in pa zgodovinski. Tako da smo res v nekako takem celovitem pogledu lahko približali vaše kraje tudi širšim gledalcem. Želim vam uspešno delo, uspešne projekte, uspešne prireditve, ki jih boste pripravljali tudi v bodoče. In kot sem že dejala pri slovesu z Marjanom, naj bo na vaših poteh varen korak. Hvala enako in srečno. Ja, enako. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala lepa, da ste to urico preživeli z nami v družbi pogovorne oddaje Ozadja. Ne zamudite pa znova oddaje čez teden dni, v torek ob 8:30, ko bomo imeli znova posebno temo. Govorili bomo namreč o prevzgojnem domu v Radečah, ki je edini te vrste v Sloveniji. In kot boste lahko slišali, ni prav noben tabu, kljub temu, da se mogoče tako malce sliši. Se vidimo čez teden dni, do takrat pa lep pozdrav in lepo se imejte. Lahko noč.